Sive stene nas obdajajo tukaj med Poljansko cesto in med Gruberjevim prekopom. Gledate kviz Poberi v mesto na TV3 in upam, da bomo sivino razbili z kakšnim nasmehom in odgovorom na vprašanja, ki jih bomo postavljali. Kviz Poberi v mesto, 7 vprašanj za 40 evrov. Moja naloga sedaj pa je, da skupaj z vami poiščem prvega, ki bo z nami igral. Tako, tukaj v Ljubljani iščemo, dober dan, iščemo koga, ki bi z nami igral. Kviz, 7 vprašanj bom postavil za 40 evrov nagrade. Tukaj na levi je bar, morda bomo lahko koga našli. Gospa tamle pije kavo, grem ponuditi, mogoče lahko častim eno kavico v zameno za to, da igra z mano. Dober dan. Dober dan. Dober dan, Nenec je moje ime. Vidim, da vam je zmanjkalo kavice, vam lahko plačam eno kavico, eno kratko igro imam za vas. Kako pa tako ta ponudba za kavo? Ponudba je takšna, 7 vprašanj vam postavim, potem pa dobite 40 evrov, če jih zadanete, sicer pa preživiva en lep čas ob 7 vprašanjih. Ja, upam, da niso pretežka. Niso težko, taka splošna razgledanost. Ja, vi izgledate kar zainteresirani. Smem prisesti? Seveda. Nejc je moje ime. Zdravo, Sonja. Sonja, pripravljena? Bova igrala. Dejva. Super. Sonja bova igrala kviz Poberi v mesto, nekaj trenutkov, da se namestiva, naročiva kakšno pijačo in že smo nazaj. Takole, Sonji sem se pridružil na kavi, upam, da ste z nami tudi vi, gledalke in gledalci. Sonja, pozdravljeni, kako ste? Zdravljen. V redu, lepo. V redu. Vas ne moti preveč, da sem kar prisedel? Ne, vse je bilo prej vprašanje na mestu, a ne, če dobro, lahko. Super, hvala lepa, da ste me spustili. In kako ste preživeli kaj počitnice? Ste imeli sploh kaj dopusta? Daljši dopust je že bil. Bilo je popotovanje po Albaniji, ob obali, malo notranjosti, srečala čudovite ljudi, videla veliko zanimivih mest, morje je bilo, super temperaturica. Tako da, dober dopust. Razbili kakšen stereotip? Mogoče jaz sem pričakovala, da je Albanija, če bom rekla, malo bolj vse tako razsuto, zanemarjeno. Ok, ceste res niso najboljše, ampak vse ostalo je pa presenetljivo, v redu, lepo. Super, odlično. Prav, še bo kakšen kratek pobeg, kam? Ali mislite, da kakšen dan, sigurno. No, super, super. Držim pesti, da bomo tudi mi lahko pomagali pri tem. Pravila igre so naslednja, 7 vprašanj vam postavim. Eno vprašanje lahko zamenjate in na enega lahko poiščeva pomoč. Torej nekoga pokličeva ali ustaviva. Prav? Prav. Tako, pripravljeni? Pripravljeni. Prvo vprašanje se glasi takole. Kateri prekop povezuje Tihi in Atlantski ocean? Se pravi med Severno in Južno Ameriko. Tako je. Če tam na vrhu Panama je najverjetneje to panamski prekop. Prepričani? Ja, sem prepričana, ja. Tako, čestitam. Odgovor je pravilen, panamski prekop. Do leta 1999 so bojda nadzorovale Združene države Amerike, potem pa Panama. Smo že pri drugem vprašanju. Drugo vprašanje se glasi takole. Na kateri reki v Sloveniji je največ hidroelektrarn? Ja, večje reke sta Drava, Sava, ampak mislim, da je več hidroelektrarn na Dravi. Vsaj, če imam še kaj osnovnošolskega znanja oziroma srednješolskega. Zaden odgovor. Ja, sicer me malo v dilemo spravljate, ampak ja. Ampak odgovor je pravilen. Kar 68% vse hidroenergije pridelamo na reki Dravi. Čestitam. Smo že pri tretjem vprašanju, glasi se pa takole. Katera dva kontinenta ne gostita dirke Formule 1 v koledarju sezone 2018? Spremljate kaj? Ne. Ne? Tukaj sem pa čistko mrzla, po domače povedano. Pojma nimam. Pojma nimam. Kaj bova naredila, da boste vi vedeli, lahko spremljate Formulo 1 na TV3 vsako nedeljo. Kaj bova naredila? Bova zamenjala vprašanje, poklicala na pomoč, ugibala? Ugibanje ne pride v poštev, ker res, tudi če bi približno bi lahko ugibala, tako da jaz mislim, da bi bilo boljše, da zamenjava vprašanje. Da zamenjava vprašanje. Odgovor je Afrika, ki je že gostila tekme Formule 1 in pa Antarktika, ki tega še ni do sedaj in tudi ne vemo, če bo.
Če vprašanje zamenjava, pa dobiva sledeče vprašanje. Katero je največje jezero znotraj Triglavskega narodnega parka? Ja, mislim, da dva večja sta Bohinjsko pa Blejsko. Vem, da še jezero Jasna, še Triglavski narodni park, ima ta Triglavska jezera. Tako, ste bili kdaj tam, na teh Triglavskih? Ja, mislim, kar tako po teh jezerih sem bila. Ampak mislim, da je Bohinjsko večje od Blejskega. Torej ste kdaj, ne vem, šli okrog, veslali? Ja, pa enkrat sem šla res, ja, z eno kolegico. Prav. Ker smo bili cel vikend tam In ste zmerili, da je daljša pot okrog? Zmerila nisem, ampak kolikor sem bila tudi na Blejskem, mislim, da, ne vem, ali sem pa takrat kaj ujela, da je Bohinjsko večje, oziroma... Torej zadnji odgovor je Bohinjsko jezero. Ja, zadnji. In to je tudi pravilen odgovor. Čestitam in prebila sva se do četrtega vprašanja. Iz katerega materiala je izvirni grški kip metalec diska? Tako da sklepam, da tega avtorja niste mogli spoznati. Sprašujem pa po materialu, iz katerega je kip metalec diska. Zdaj lahko ste malo tako ugibali, ampak ne vem, rekla bi, a je, ne vem, marmor ali pa za tišče s original lahko tudi kakšen brona, ne? Tako da mi zdi vprašanje malo tako da jaz bi rekla, da mogoče bi bilo prelahko, če bi rekla kar marmor, tako da se bolj nagibam, da je bronast kip original. Da je bronast. Ja. Pa poznate kaj kipe iz tistega časa drugače ali ne? Nekaj poznam, zato je malo dilema, ne, tako iz kakšnega materiala, ampak... Zdaj, ker na tem področju vas lahko hitro zavedem, da vem, če vas še kaj sprašujem ali raje ne, podaj vas zadnji odgovor raje, torej kip metalec diska je iz katerega? Bi rekla, da je iz brona. Iz brona. Čestitam, odgovor je pravilen. Obstaja veliko kopij, vse so baje iz marmorja, original pa ni, original je mogoče me je zato, ja. Tako da ste že očitno slišali nekoč tole, mi smo pa že pri petem vprašanju. Upam, da tega ne poznate iz lastne kože, da boste pa odgovor vseeno poznali tako drugače. Kako s tujko rečemo vnetju sklepov? Eni govorijo, da imajo išjes, drugi, da je artritis. Mogoče večkrat uporabljeno tako pri ljudeh, ki imajo težave s sklepom, da slišim, da imajo artritis. Da je to. Bi lahko kako si pomagala s kakšnim jezikom tujem, ali to ne bi šlo? Ker včasih ti... Jaz mislim, da je nekakšna latinska izpeljanka oziroma koren iz tega, ampak bom se bolj na neke informacije, ne vem, od ljudi, ki slišiš. Ja, da ima vnetje sklepov, da ga artritis daje, da ga išče zdaj, imam da artritis. Dobro, zadnji odgovor naj bo torej artritis. Pripričani? Prav, odgovor je pravilen. Veliko jih obstaja, bojda. Midva pa bo šla kar na naslednje vprašanje. Šesto vprašanje je to že. In sicer me zanima, kakšen je pravi priimek ameriškega kantavtorja? Ste spremljali kaj glasbo? Odvisno katerega, seveda sem spremljala. In sicer Bob Dylan. Zanima me, kakšen je njegov. Bob Dylana sem ogromno preposlušala, še zdaj ga včasih kaj poslušam, mislim, se še kaj zavrti. Katera vam je najbolj všeč njegova? Ali so vse na tapeti? Ne, on mi je tako poleg Leonarda Cohena, kar tako ne bi izpostavljala nekih... Posebej pesmi, ampak kar... Tako, ja. Dobro. Ima en svoj tako stil, ne? Mislim, dosti prepoznavam. Dosti prepoznavam. Tako da, ja, mislim, da tukaj bom pravilno odgovorila, če bom rekla, da je, zdaj izgovorjam, ampak da je Zimmerman, njegov priimek, original. Tako je, ne bom vas kot poznavalko, vas ne bom drezal. Zimmerman je njegov priimek, torej Boba Dylana, ameriškega kantavtorja, verjamem, da ga tudi gledalke in gledalci dobro poznajo. Zdaj so pa še pri zadnjem vprašanju.
pri vprašanju, Upajmo, da mi ne spodleti. Ja, vprašanju, ki je zopet povezano z glasbo. Ste spremljali kaj tudi slovensko glasbo? Ali pa jo spremljate, no? Slovensko glasbo? Nekaj malega poznam, odvisno spet koga, ne ker vse vprek, ampak ja, določena glasba. Vam je blizu. In tudi ja, mi je glasbeniki. poznana, sem sigurno slišala. Prav. Jaz priznam, da tega vprašanja ne bi znal odgovoriti, če ne bi bilo not krajevne oziroma geografske forme. In sicer vprašanje se glasi takole. 7. vprašanje je to, v kateri koprski skupini prepeva Gorazd Sedmak. Znano kaj ime? Ne, pevca ne. Ko zdaj bi lahko kakšne bende naštevala. Mogoče, ne vem, a mi lahko pomagate s kakšnim naslovom, s kakšnim delčkom, ali ne vem, asociacija. Oprostili gledalke in gledalci, veste, zdaj če vam preč pomagam pri zadnjem vprašanju. Avtomobili so Nova Gorica, potem Faraoni, ti so že malo starejša generacija, ampak res tako za pevce, mogoče od te starejše bi celo prej mi bila neka asociacija na pevca za to skupino oziroma tega pevca pa najbrž brez rahle, kakšne pomoči. Bova midva vzela zdaj malce časa za razmislek. Vi boste mi našteli vse primorske skupine, ki jih poznate. Jaz bom brez, da bi izražal čustva, gledal tja nekam. Gledalke in gledalci pa si naj privoščijo oglase in takoj bomo nazaj v kvizu Poberi mesto. Gledate kviz Poberi v mestu. Za Sonjo sva ostala pri zadnjem vprašanju. Ste v redu, Sonja? Sam ja, čeprav majčkeno je ta dilema glede koprske skupine še vedno bi mi bilo najbrž v pomoč, če bi rahlo nekakšen komad tekst. Ja, zdaj veliko vam ne morem pomagati lahko povem le, da kalamari ste prej tudi rekli vmes, ko ste se pogovarjala, da to niso kalamari, ne? So pa drugi iz Kopra in pojejo o smislu življenja, ja, seveda. Stvareh. Smisel življenja je ležanje na travi, ali nekaj takega. Možno, ne čisto na plaži, mislim, da, ampak ja, vi ste to zdaj izkusili, ne? Ja, to so Zmiljkov. Prepričani? Ja, če je v tem kontekstu tega besedila, potem sem prepričana. Torej podajate zadnji odgovor. Ja. Zmiljkov. Ja. Zmiljkov je pravilen odgovor. Čestitam, Sonja, hvala lepa za igro. Hvala. Zdaj bova naročila neko kavico. Velja, zdaj si jo zaslužim. Gledalke in gledalci, uživajte, mi gremo naprej iskati koga, ki bo igral z nami. Še prej pa bom jaz malce poklepetal z Sonjo, malce o Albaniji mi boste povedali prav. Ja, moji občutki na temle kratkem tekmovanju za Poberi v mestu oziroma kviz v mestu so prav luštni. Sem pričakovala, da mogoče bom imela večje težave pri odgovorih, ampak sva se z voditeljem tako lepo ujela, super, tekoče je speljal vse. Jaz mislim, da mi je tudi kar dobro šlo, tako da priporočam še komu, odločite se, ko vas bojo ustavili na cesti ali na kavi. Pogumno, tako da vsem lep dan. Dober dan, zdravo, lahko malo zmotim? Res? Kam se vam vodi v trgovino? Lep dan, uživajta. Ni šlo, tudi še imamo nekoga. Dober dan, gospodična, kako ste, kaj? Deževno, lep dan vam želim. Dober dan, vas lahko malce zmotim? Nejce moje ime. Kam hitite v tem dežju, gospa? V trgovino? Ne, zato da vas ne vprašam kar takoj. Igramo en kviz, Poberi v mesto, 7 vprašanj, postavljamo za 40 €. In če bi vi bili pripravljeni igrati, vam vzamem 10 minut časa, če pridete do konca, vam nakažemo 40 €. Oba malo vidiva, kako sva splošno izobražena. Tako, ste za? Ste za? Odlično. Kako vam je ime, gospa? Naira. Kako? Naira. Naira. Pozdravljeni. Nejc je moje ime. V redu, bova stopila pod streho, pa bomo začeli, prav? Ja. Super. Naira, ne? Ja.
Odlično. Samo moramo najti en kamerman še pride, to je drugače na TV3, oddaja Poberi v mesto, prav? Pa taka splošna vprašanja vas bom spraševal. Kljub dežju smo uspeli dobiti nekoga, ki bo z nami igral, Naira, ne? Pozdravljeni. Ja, pozdravljeni. Kako ste? V redu. V redu. Malce sem vas moral prepričevati, pa ste vseeno zdaj se odločili, da boste z nami. Že na začetku sem vas vprašal, prejle, ko sva tukaj se usedla, da vaše ime je tako malo specifično, da se vidi, da prihaja od drugod. Kaj pomeni vaše ime? Velike oči. Velike oči, to pomeni, da vidite globje, verjetno, ali kako? Tako, ja. Tako? Super. Sicer kaj počnete? Počnem, najraje se ukvarjam v bistvu bolj, kako naj rečem, da raziskujem bolj realistično, ne skozi očala življenja. Torej, kako se včasih pa brez mask, pa to, ne? Dobesedno velike oči, da. Ki si jih ljudje nadanemo. Odlično. Prej sem vas že malce vprašal, če ste kaj potovali po svetu, pa ste mi že povedali, da ste kar bili, ne? Ja. Kaj ste že rekli? Izrael, Egipt, Švica. Najbolj všeč vam je bilo? Dalmacija drugače. Dalmacija, to je taka klasična destinacija, ne? Prav. Nič, 7 vprašanj vas bom jaz vprašal. Eno lahko zamenjava in pa na eno lahko poiščeva pomoč, lahko koga pokličeva, lahko vprašava koga, čeprav to bo malce težje tukaj. Sploh pa v tem dežju. Ja, sploh pa v tem dežju. Tako da, če ste vi pripravljeni, smo mi pripravljeni. Ja. Ste? Če bo šlo, bo. Če bo šlo, bo. Tako, važno je, da se ljudje malo podružimo in si vzamemo čas drug za drugega, ne? Malo dobre volje. Tako, malo dobre volje. Tako, prvo vprašanje za vas, Naira, je sledeče. Kako v šahovskem žargonu rečemo koncu igre? Šahmat. Obe besedi ali mislite, da samo eno? Ponavadi rečemo šahmat. Prav. Ste veliko igrali šah ali ne? Ne. Pa veste, kaj pomeni šahmat? Šahmat je zmagovalec. Šahmat. V resnici pa to v arabščini baje pomeni smrt kralju. In takrat, ko zadnji, torej pač zmaga tisti, ki zapleni kralja, ne? Ja, tako, torej, zmagovalec. Zmagovalec, skratka, ja, tako, odgovor je pravilen in že sva pri drugem vprašanju. Drugo vprašanje pa se glasi takole. Ne vem, spremljate kaj ta družbena omrežja ali pa ostale zadeve? Ja, nekaj? Nekaj spremljam. Nekaj, prav, čeprav to ni čisto, ne? To je bolj za te mlajše generacije, ali kako rečejo. Ampak vseeno bova poskusila, na kateri spletni platformi je zaslovel PewDiePie? Mogoče prav Google, YouTube. Kaj bi rekli, torej, kaj ste? Nisem vas dobro slišal. Google ali pa YouTube. Prav, zakaj bi tako sklepali? Ja, zaradi tega, ker mislim, da je to splošno obveščanje bolj. Na Googlu pa YouTube. Na Googlu. Prav, Google zdaj niti ne spada med ta družbena omrežja, ne? Takole. Ja, mogoče Facebook. Facebook pa je, ja. No, ne bom vas zdaj medel, vaš odgovor prejle je bil pravilen. YouTube je to spletna platforma oziroma omrežje, da ne boste rekli, da sem vas zavajal, ne? Tako da čestitam. Kdaj uporabljate YouTube ali to bolj? Ja, uporabljate. In kaj gledate? Gledam različne take filme oziroma bolj poučne zadeve. Torej tudi kakšne dokumentarce pa informativne? Ja. No, super. Tako, temu je v bistvu namenjen tudi YouTube, ne bil na začetku.
Naslednje vprašanje, pri tretjem vprašanju sva, pa se glasi takole. Zdaj ne vem, spremljate kaj nogomet? Ne, Ne? Ok, potem... nisem pristašica nogometa. Potem bo tole težko, čeprav po drugi strani je številka takšna, da je lahko. In sicer me zanima, če veste oziroma oganete zdaj, ne, koliko zmag na svetovnih prvenstvih je do sedaj zabeležila slovenska nogometna reprezentanca. Eno. To ste zdaj takoj strelili, kot da ste prepričani. Zmaga je bila ena. Zmaga je bila ena. Kaj pa porazi? Ja, porazov je bilo pa, to vem, kar precej. Dobro, zdaj ste me čisto presenetili. Pa veste slučajno, kdaj? Odgovor je pravilen, ena, da povema gledalcem. Ne vem, jaz nisem vedel tega, da nam gre tako dobro v tem športu. Ja, zdaj pred kratkim se naj bi zmagalo. Aha, no ne vem, koliko je pred kratkim. Veste, kdaj je bilo to? Leta 2010 proti Alžiriji. Nismo premagali, Robert Koren je zadel edini zadetek tekme, od takrat naprej pa bojda nič več. Zdaj tule nihče nič ne kima, tako da sklepam, da ta informacija drži. Pri četrtem vprašanju sva že, ki se pa nanaša na formulo. Spremljate kaj ta šport, vam je kaj bliže? Bolj malo sem že gledala, samo ne tako, da bi skozi spremljala, samo bežno malo. Aha, bežno, toliko, da malo veste, zakaj se gre. Kdaj je kdo aktualen ali pa tako naprej. Pa kdaj kdo se zaleti, pa... Na, to so pa tiste slabe strani tega športa. Tudi vi lahko spremljate formulo na TV3 v nedeljo. Za vas pa četrto vprašanje. Rivalstvo med Jamesom Huntom in katerim dirkačem Formule 1 je bilo predstavljeno v filmu Dirka življenja. Bova malce razmislila, mi si bomo ta čas privoščili oglase in ne bom vam nič zdaj vmes povedal, da ne bo kdo kaj mislil. Se vidimo čez nekaj trenutkov. Gledate TV3, to je kviz Poberi v mestu. Z Nairo sva ostala pri četrtem vprašanju in sicer o Formuli 1, povezavi, rivalstvo med Jamesom Huntom in katerim dirkačem Formula 1 je bilo predstavljeno v filmu Dirka življenja. Prejle ste mi omenili Mihaela Schumacherja, ne? Ja. Niste bili ni najbolj prepričana. Lahko pa naslednje vprašanje. Ja, bova zamenjala vprašanje, ali bo lahko tudi pokličeva koga na pomoč, če poznate koga, ki spremlja veliko formula ali pa gledate... Ne, rajši naslednje vprašanje. Zamenjava vprašanje. Prav. Torej, če vprašanje zamenjava, pravilen odgovor na tole vprašanje je sicer Niki Lauda. Ste poznali tega dirkača? Slišala sem že za njega, ampak tako, da bi ga poznala, pa ne. Ja, imel je hudo nesrečo in si pridelal opekline po obrazu, potem pa je ustanovil letalsko družbo. Tako da, ja, tako pri petem vprašanju sva zamenjala svaga, ne? Kateri sta dve glavni politični stranki v Ameriki? Ena je demokratska, ena pa... Predlagam, da potem kaj še bova poklicala, koga, da nama pomaga odgovoriti na to vprašanje. Ker če se ne spomniva in sva že zamenjala vprašanje, to pomeni v bistvu konec igre, razen če pravilno odgovoriva na to vprašanje. Bomo poklicali na pomoč koga, ja? Samo nekoga najdite, ki občasno pogleda kakšno informativno oddajo, pa se bo po mojem spomnil. Zvoni? Koga pa kličeva? Petra. Petra, tako. Ja, halo. Ja, ti mogoče veš, ali pa če kdo ve v tvoji bližini,
kjer so dve stranke v Ameriki. Vem za eno, da je demokratična, ena pa na kvizu sem za to. Kjera stranka v Ameriki? Dve so, ena je demokratična, za uno, to drugo ne vem. Ena pa kako se še reče. Na internet pogledaj. Ne, ne smem. Ja, no. Ja, ta internet. Čuden ime je, pa pred naveto še. Polni. V redu, ja, dio. Ja, ni šlo tudi s pomočjo. Ja, da nekaj pravijo laboristi. Aha, Ja. samo tole ni zdaj beseda, ki jo iščeva, žal. Ja. Žal, kaj bomo naredili? Klic smo opravili, zamenjali smo vprašanje. Zadnja možnost, da se spomnite. Demokrati in republikanci so drugi. Ja, Bi vedeli, ja. ne? Ja. Časa nam ni zmanjkalo, samo škoda bi bilo, da se mučite. Žal. Naira, hvala lepa. Vseeno, da ste si vzeli čas za nas, Ja. da ste se nas usmilili na dežju. Upam, da ni bilo prehudo. Ni bilo, ne? Ne. Super. Vedela sem Ste republikanci, vedeli, jaz ne? samo nisem mi je- se mogla spomniti. Se mi je zdelo. Tako, hvala vam, tudi vam hvala in Naira, čestitam vseeno do 5. vprašanja sva prišla. Samo povedali nam boste, kako se vam je zdelo, to pa je vse. Kviz se mi je zdel na nek način zabaven. V zasedi čakamo, če kdo pride po stopnicah, ga bomo zagotovo ustavili, pa da vidimo, če se nam nasmehne sreča. Prej smo videli že neki dijaki, študenti, sodnika. Aha. Dobar dan, jaz ustavljam promet na teh stopnicah, nece moje ime. Kako sta, fanta? Matej, zdravo, pozdravljen. Eno vprašanje imam. Bi si vzela 10 minut za en kviz, poberi v mesto, snemamo 7 vprašanj, 40 evrov nagrade. Lahko, Ha? Ja? Lahko, jaz sem za. Ti si za? Zdravo, moje ime je Nec. Matej, me veseli. Ti boš navijal? Ja. Ja, odlično, super. Se gremo kam sest? Tako je. Odlično. Z Matejem sva se usedla tu za mizo, škoda, da je prazna, ne? Pozdravljen. Škoda, da nimava kakšne pijače, ne? Da bi se lahko še malo nadaljše pogovorila. Matej, kaj drugače počneš v življenju? Pa ne, da delam podom v šolo. Tako? In uspešno? Ja, Ja, super. Torej, zdaj sem imel počitnice. tako je. Tako, super. In si bil kje? Ja, bil sem za par dni v Kopru, pa tako. Aha, super. No, prvo vprašanje zate, si pripravljen? Torej, 7 vprašanj ti bom postavil, eno vprašanje lahko zamenjaš in na eno vprašanje lahko koga pokličeva na pomoč. Prav? Ok, ajde. Odlično. Prvo vprašanje se glasi takole. Katero oznako na tipkovnici ima tipka s slovenskim imenom ubežnica? ESC, ESC, kaj naredimo s to tipko? da lahko gremo vam pač. Torej, ime je precej Ja, logično. escape, ja, pač. Prav, odgovor je pravilen, ESC je pravilen odgovor. S čim se ukvarjaš drugače, ko si rekel srednja šola, kaj si prav? Ja, hodam na trgovsko. Aha, Bil sem nisi- pa prej na računalništvu. Nisi računal, aha, no evo, to je bilo z lahkoto. Prav, pri drugem vprašanju sva, poslušaš kaj, glasbo, verjetno poslušaš kaj? Poslušam, ja, sam. Poslušaš kaj, rock? Bolj slabo. Bolj slabo. Ja. Prav, bova videla, kako bo šlo. Tole so predstavniki rocka, kar znani, in sicer drugo vprašanje se glasi takole. Kako se imenuje, oziroma frontman katere glasbene skupine je Axl Rose? Guns N' Roses. Ja, si prepričan? Ja, Ja, ja. prav, odgovor je pravilen. Tako si me pogledal, da nisem upal ugovarjati, niti poznaš kakšno njihovo pesem, morda? Ne, to pa ne. Ne, zanimivo. So pa Sweet Child of Mine, Welcome to the Jungle in tako naprej, kar poznane skladbice. Midva pa se že pri tretjem vprašanju od 7. Si v redu? Ja. Ja, odlično. Tako, tretje vprašanje se glasi takole.
Kako se imenuje najvišje ležeče gorsko zavetišče v Sloveniji? Triglav. Triglav je naša najvišja gora, ja. 2864 metrov je visoka. Mene pa zanima, kako se imenuje najvišje ležeče gorsko zavetišče. Aljažev stolp. Kje ga najdemo? Na Triglavu. Na Triglavu. Čisto na vrhu. Ja, tako je. Tako. Si bil kdaj tam? Ne. Ne, še. Ne, še mogoče. Super. Odgovor je pravilen. Aljažev stolp. Čeprav, če fejst ne vihta, baje ni dobro, da si v njem, ker je iz kovine in strele privlači kovina kot taka. Pri četrtem vprašanju sva že. Smučaš? Bolj slabo, no. Bolj slabo, dobro. Skačeš na smučeh? Ne, to pa ne. Še slabše? Ja. Jaz tudi. Vprašanje se navezuje na smučarske skoke in sicer me zanima, v katerih državah poteka turneja v smučarskih skokih. Torej, v katerih državah poteka novoletna turneja v smučarskih skokih. Mislim, da sem to besedico novoletna izpustil, tako da... Nemčija pa Avstrija. Ja, prepričan, zadnji odgovor. Ja. Po mojem postaja. Gledaš smučarske skoke? Tako, no, občasno. Za novo leto si jih gledal? Ne. Ne? Ampak odgovor je pravilen. Bi lahko sklepal, da si jih, slučajno veš, kje so te novoletne postojanke smučarskih skakalcev? To pa žal ne bi vedel. Prav, jaz imam napisano, ampak ne bom bral, ker si bom polomil jezik, tako da bova kar skočila na peto vprašanje. Zanima pa me, moštvo katerega avtomobilskega podjetja je prevladovalo v premiernih 2 sezonah Formule 1. Kako se dve besedi sestavljata ime? Zdaj, da te malce testiram. Alfa Romeo. Alfa Romeo, odlično. To je pravilen odgovor na peto vprašanje. Ta Romeo je, ne, fantom, malo ta Romeo odveč, ne? Rajši bi Julija, ne? Ja, res. Prav. Sva pri šestem vprašanju. Kako se imenuje optični izomer D-glukoze? Lahko zamenjamo vprašanje. Bomo zamenjali vprašanje? Prav, to je sicer L-glukoza in baje nam to pove, če polarizira svetlobo v levi ali v desni smeri, nekaj takšnega. Tako da priznam, da tudi jaz bi pri tem vprašanju bil bos. Zdaj pa zamenjava vprašanje. Ali bova koga poklicala? Ja, zdaj ne moramo več poklicati, si že rekel. V katerem športu je Slovenija kot samostojna država osvojila prvo olimpijsko medaljo, me zanima. A lahko pokličem prijatelja? Bova uporabila še eno pomoč. Prav, lahko. Koga bova pa poklicala? Benjamina. Benjamina, prav. Benjamin se ukvarja z športi. Pa ja, dosti, ja. Spremlja olimpijske igre. No, upam, da mu bo šlo, ker to je zgodovinsko športno vprašanje. Prav, izvoli, kar pokliči ga. Mi lahko pomagaš, tukaj sem na enem kvizu, a mi sam poveš, če veš mogoče, v katerem športu je Slovenija prva kot samostojna država pač osvojila prvo zlato medaljo? Olimpijsko. V bistvu olimpijsko medaljo. Čakaj, da spomnim. Mesnica veslanje, a je? Veslanje? Dobro, bom probal pa da vidimo. Čau. Veslanje. Mu zaupava Benjaminu. Ja. Prepričan? Ja. To je dober prijatelj, očitno. Pa ja, bomo videli. Pa ja, je dober prijatelj, odgovor je pravilen. Veslanje je prvi šport in sicer moški četverec brez krmarja je bil tole, v katerem smo Slovenci kot samostojna država prvič dobili olimpijsko medaljo. In sva pri zadnjem vprašanju, sedmo vprašanje se pa glasi takole. V kateri državi ima lužiška srbščina status manjšinskega jezika? To pomeni, da tam prebiva toliko ljudi, da je država priznala jezik kot manjšinski. Se pravi Srbi. Kje so samo? Nemčija? Ne vem, misliš? Ja. Ne morem ti pomagati, kamera je posnela, ujela je moj obraz, nič nisem namignil. Nemčija.
Prepričan? Zadnji odgovor. Zdaj malo igrava na srečo ali... Žal. Žal igrava na srečo. Ja. Ja, žal si igral na srečo, ampak odgovor je pravilen. Imel si srečo, čestitam. Hvala. Ne, da bi te spremljala še naprej na tvoji poti. Hvala. Matej, hvala, da si bil z nami. Odlično ti je šlo. Malce pomoči pri predzadnjem vprašanju, zdaj pa na koncu sam in sreča. Prav. Z Matejem sva igrala kviz Poberi v mestu, ostanite v naši družbi. Sodelovanje v tej oddaji se mi je zelo zabavno, ker sem me srečal dejansko na ulici in me povabil v oddajo. Vprašanja so bila nasploh splošna, ni bilo nekaj, ne vem, koliko zakomplicirano. Bilo je zanimivo. Gledali ste kviz Poberi v mestu, Nejc je moje ime, spremljajte nas še naprej na TV3. Ostanite v naši družbi in lepo se imejte. Čau!